Ja, dobro zgleda, ne. Super je. No, v kaj dogaja, pa gostimo svetovno prvakinjo in edino profesionalno boksarko, ki med udarci lahko recitira decimalke števila pi. Dame in gospodje, Ema Kozin, dobro večer. Živijo, Ema. Živijo. Čau. Iskrene čestitke, 2 tedna nazaj si postala svetovna prvakinja v super velterski kategoriji po verzijah VBC in VBO. A si vedela že med samim dvobojem, da boš zmagala, ali te potem odločitev sodnika po 10. rundi presenetila? Nekako čutila sem, no, da sem na tisti pravi poti, da jaz pač vodim borbo, ampak ja, nikoli ne veš pri sodnikih, ne, ker oni vedno to subjektivno ocenjujejo. Tudi en je bil Britanc, ona je Britanka bila, na primer, tekmica, ampak ja, hvala Bogu so pač bili striktni in so dodelili meni zmago. Super. Kaj, jaz, prosti, ne vem, veliko o boksu, priznam. Če jaz prav razumem, to so VBO pa VBC, to sta dve različni verziji. To so v bistvu boksarske, proboksarske organizacije. Naprimer, ta dva sta dva izmed 4 najmočnejših organizacij, tudi najbolj priznanih. Tako da ja, jih je pa pač kar nekaj, kar dosti. Veliko več. Ta pas potem obdržiš, ali ko imaš dvoboj, ko braniš naslov svetovne prvakinje, ga moraš dati naprej? Kako je s tem? Načeloma meni fizično pas lahko ostane, v večini primerov je tako, ampak ja, naslov pa lahko zgubim. Že veš, da je tekma, oziroma že veš, kje je nasprotnica? Je že določena? To še ne vem, sem sicer dobila takoj še isti dan, takoj po zmagi, že 3 ponudbe. Sicer se mi to prvič zgodilo v karieri, tako da je tudi čudovito tudi z tega stališča. Oprosti, kaj te pokličejo direkt po telefonu? Ena je takoj prišla že v ring. Nisem izved. Pač rekla je, da če se strinjam, če sem za, da bi združile tudi te. Naprimer, ona je lastnica enega izmed teh 4, druga, se pravi, ki ima 4. pas, je prek Twitterja, tretja je pa pač moja nasprotnica, ki želi spet revanšo. Tako da bomo pa pač videli, kako bo. Ni samo od nas odvisno, tudi od promotorja, je tudi od organizacij. Ampak ja, verjetno bo že. Kako se boš pa pripravljala? Mislim, jaz kot laik, jaz poznam vse o boksu iz Rokija, ne, tako da to res tako tečeš po stopnicah, pa študiraš posnetke. Tudi tečeš po stopnicah. Tudi, ja. No, vidiš. Tako da, ja, večinoma študiramo posnetke, sploh, ker zdaj v tem času je velikih, tudi kakšne socialne medije, vse pogledaš, vse večkrat, če je treba, oziroma nekako probaš tisto borbo gledati, ker veš, da je bila, ne vem, nasprotnica, tvoja nasprotnica dosti podobna tebi, naprimer, oziroma stil njen podoben, pa tam pač probaš čim bolj. Skače tudi s kolebnico. A tudi? To pa večinoma, vsak dan. Wow. Kakšne so pa zdaj nagrade? So nagrade dovolj, a moraš imeti seveda sponzorje? Moram imeti sponzorjev, no, smo še zmeraj zelo odvisni od sponzorjev, zdaj se je v bistvu s to borbo pa s prejšnjo se je začel malo vračati nam tudi to, kar smo vložili, kar se financ tiče, ampak ja, še zmeraj ni toliko, da bi jaz lahko živela od tega. Tako da smo odvisni od sponzorjev, samo upam, da bo zdaj to tudi premik v tej smeri. Da se bo premaknil, sigurno. Ker pa študiraš pa tudi finančno matematiko, a ne? Na fakulteti za matematiko. Ja, zdaj sem že diplomirala, ja, zdaj sem na magisteriju na ekonomski fakulteti. A boš pol, ko boš obesila te pasove v vitrino in rokavice na klin, boš se ukvarjala s financami ali boš ostala zvesta boksu? Ja, upam, da bom oboje, ne. Nekako bi imela nekako normalno, klasično službo tudi v financah, pa upam, da bom imela še zmeraj dovolj energije in časa, da bi bila še pač kakšna trenerka. A ti matematika prav pride med borbo? Mislim, računaš se prav, toliko udarcev sem dala, toliko runde še do konca, imam 75% možnosti, da zmagam. Ja, če bi preveč o tem razmišljala, bi pač ziher zamudila kakšen njen udarc, ne. Tako da, ja, ni dobro preveč razmišljati, ampak ja, z glavo moraš pa biti pri stvari, pa 100% na koncentracijo, sredotočenost, kot pri matematiki, tudi pri boksu. Fokus povsod. Fokus povsod. Kakšen je pa fokus, oziroma kaj pa delaš, kadar ne boksaš in ne študiraš?
A ostane še kaj časa za kaj drugega? Ja, sicer bolj malo, tako da jaz kakšen sudoku ali pa križanko rešim, tako neki na hiter, pa tako da malo pozabiš na tisto in na faks in na šport. Da se človek sprosti. Ima najlepša hvala za obisk v studiu. Mi ti želiva še veliko dobrih borb in seveda navijamo na zmago vedno. Hvala. Hvala.